Živijo, kako si? V današnjem videu ti bom pokazal, kako olajšati to bolečino v roki, ob strani roke, to bolečino, ki je pogosto povezana s težavami z rameni, tendinitisom, burzitisom. Ali pa tisti, ki je veliko telovadil, ali šele začenja z vadbo, ali pa izvaja težje vaje. Poglej to vprašanje. Marija Dažgrasa se je komentirala: "Živijo, doktor, imam močne bolečine v rami in mišicah roke." In veliko ljudi misli, da je ta bolečina tukaj mišična. Ampak večinoma ni mišica tista, ki boli, kajne? Mišica ni vzrok bolečine. Vzrok bolečine je tkivo imenovano fascija. Kaj? In morda še nikoli niste slišali za to. Ali pa ste že slišali, pa niste prav razumeli, ne veste točno, kaj je fascija. Danes vam bom pokazal 2 vaji za lajšanje te bolečine z izboljšanjem fascije. Torej, pred vadbo naj vam na hitro razložim, kaj je fascija in čemu služi, da boste razumeli, kako bomo delali. Dogovorjeno? Pridite z mano. Da poenostavim, fascija je kot vrečka, ki ovije vsak delček našega telesa. Kdor študira anatomijo, vidi, da ima mišica ovoj, ki jo obdaja, kajne imamo epimizi, celo mišična vlakna imajo svoj ovoj, endomizi, perimizi. Kost ima pokostnico, ki je ovoj, ki obdaja kost. Srce, drobovje in organi imajo svoje ovoje. Naprimer, srce ima perikard. Torej ima vsak del našega telesa ta ovoj, ki ga obdaja. In ime tega ovoja, ki je vezivno tkivo, je enotna vrečka, ki obdaja vsak delček našega telesa, to je fascija. Zdaj razumem, in fascija služi za to, da ovije, da prekrije vsak del našega telesa. Ona loči en del od drugega, tako da en del drsi po drugem. Zato, zaradi fascije, naša koža drsi po mišicah. Zato, ko si na primer privoščimo masažo, mišice lahko drsijo na eno in drugo stran, lahko jih premikamo. Kot da bi mišice drsele ena po drugi in tudi po kosti. In potrebujemo to svobodo gibanja. Ker je tudi fascija tista, ki vodi krvni obtok, limfni obtok, tekočino, ki prosto kroži po našem telesu. Skozi njo potekajo tudi živci. In ne nazadnje, kar je prav tako pomembno, lahko občutimo svojo fascijo. Zato je fascija lahko izvor bolečin. In naj ti razložim, kaj bomo danes počeli, katere vaje bomo danes izvajali. Tukaj želim, da si predstavljaš, da je to moja roka. Poglej, čisto enako. Kot da bi Marko Smion rekel: "Prišli smo." Torej, tukaj imamo, glej, v črnem kost nadlakti. Imamo kost podlakti, torej je, kot da bi bila to moja roka, ki to počne. Imamo v modrem mišice, biceps, ki je ta mišica. Naj dvignem roko, da vidiš moj biceps. Biceps je tukaj spredaj na roki, triceps pa zadaj na roki. In tukaj imamo tudi, narisal sem zeleno kožo, da si lahko približno predstavljamo, kje je kaj. Fascija v resnici ni samo ena, obstaja več različnih vrst, prav? Obstaja globoka fascija, ki je fascija mišic. Ta ločuje mišice od preostalega. Tukaj na primer biceps. In triceps, pravzaprav je na koncu vse eno, ampak on naredi, kot da bi bili to vreče. Loči eno stvar od druge. In imamo površinsko fascijo. To je fascija, ki je bližje koži, prav? Ki gre približno tukaj, glej. Zdaj jo bom narisal z vijolično barvo. O moj bog, kako pisano. To je, kot da bi bile to povezave same kože s tistim, kar je spodaj. Prav. In prav to površinsko fascijo, to fascijo, ki je najbližje koži, ti bom zdaj pokazal, kako jo obdelati, kako jo izboljšati. Želim te naučiti 2 vaji, da boš zdaj ublažil to bolečino v roki. In spomnim ti, da sem že posnel video o bolečini, ki gre iz vratu v roko. Pustil ga bom tukaj v kartici. Je tukaj ali tukaj? Nikoli ne vem. Pustil ga bom tukaj v kartici zate. Kasneje si oglej ta video, kjer so še druge vaje, ki ti lahko pomagajo ublažiti to bolečino v roki. Prav? Torej, prvi način za delo s to površinsko fascijo. Zdaj bom ponovno zavihal rokav svoje srajce.
Fant, kralj je ves potetoviran, kako je to mogoče? Dremo, kaj boš naredil? Prva vaja je preprosto takšna, kot da bi hotel odlepiti kožo od mišic. Prav? Prav? Prijel boš kožo na roki na tak način. Poglej, ni črka C, ne boš stiskal, samo prisloniš dlan na roko, potisni navzven. Roka ne drsi, ne božam, prav. Prisloni in potisni kožo navzven. Spusti, prisloni, potegni kožo navznoter. Navzven, navznoter. Začel boš pri komolcu in šel gor do rame, kolikor daleč boš zmogel. Prav? Ni namen povzročati bolečine. Poskusi iti do tam, kjer ti je udobno. Vidiš, da se že spuščam. To pot gor in dol bomo naredili 3-krat, torej gremo. Prvič smo že naredili. Gremo gor ali delamo drugo ponovitev. Lahko delaš skupaj z mano, cilj ni, da ti pomagam. In spomni se tudi, če imaš kakšno vprašanje o roki ali o kateremkoli drugem delu telesa, ga pusti tukaj v komentarjih. Na vse zadnje so to vprašanja, na katera odgovarjam tukaj v videih. Torej, če želiš, da odgovorim na tvoje vprašanje, ga prosim pusti v komentarjih. In ne bodi nepreviden. Veliko ljudi postavi vprašanje. Posnamem video, v katerem odgovorim na vprašanje in pomagam osebi. In oseba ne pogleda, ker ni naročena na kanal. Zato se naroči, aktiviraj zvonček in vklopi vsa obvestila. Ker potem te YouTube obvesti. Vsakič, ko naložim video ali odgovorim na vprašanje, te YouTube obvesti in te bo obvestil, ko odgovorim na tvoje. V redu? Gremo. Ta prva vaja že izboljša prekrvavitev in sprosti to površinsko fascijo na roki. In če te boli, bi moral že začutiti spremembo. Moralo bi biti že malo bolje. Lahko tudi napišeš v komentarjih, katera od teh dveh vaj ti bo bolj pomagala. Ali prva vaja, ki smo jo pravkar naredili, ali druga, ki jo bomo naredili zdaj. Se spomniš, da sem ti govoril o povezavi med kožo in mišicami. Mišicami, ki so spodaj. Torej bomo delali prav na tej povezavi med kožo in bicepsom ter tricepsom, mišicama roke. Zato boš naredil naslednje. Tako kot potegnem rokav srajce gor, bomo poskusili potegniti kožo. Najprej bomo začeli na sprednjem delu roke, na bicepsu. Postavite roko blizu komolca, potegnite kožo navzgor, kot da bi dvigovali rokav srajce. Tako. Potegnite kožo navzgor in naredite 5 gibov z roko. Iztegnite in upognite. 2, 3, 4, 5. Premaknite se za širino ene roke, potegnite kožo, držite, ne pustite, da zdrsne. Še enkrat. 2, 3, 4, 5. Če še gre, če še lahko, postavite roko višje, potegnite kožo. Še enkrat. 5 gibov. Videli boste, da imate občutek, kot da vlečete kožo, kot da raztezate kožo, ko se premikate, ampak je tudi občutek, se bolj razteza znotraj. In prav ta občutek raztezanja od znotraj kaže, da delamo, da premikamo in izboljšujemo fascijo. Se pravi, nadzorujemo bolečino, ki prihaja iz fascije. Ni to super? Veliko tendinitisa, tendinitis bicepsove tetive, tendinitis supraspinatusa, burzitis nastane zaradi sprememb teh fascij. Torej, velikokrat vzamete zdravila, hodite na fizioterapijo, se zdravite, naredite infiltracijo in zdi se, da se bolečina vedno vrača. To je zato, ker težava v fasciji še vedno ostaja. In tukaj se učite, kako to izboljšati. V redu. Drugi del druge vaje je delo na odnosu med kožo in mišicami na zadnji strani roke, s tricepsom. Torej, naredili bomo zelo podobno. Poglej, roko postaviš tukaj, blizu komolca, povlečeš kožo. 1, 2, 3, 4, 5. Premakni roko za eno dlan više, povleci kožo. 2, 3, 4, 5. Če gre, približi, povlec. 2, 3, 4, 5. In zdaj boš opazoval, kaj ti je najbolj olajšalo bolečino. Ali je bila to prva vaja z rotacijo, ali pa druga vaja, tista za biceps in triceps z gibanjem, prav za mišice.
Pusti v komentarjih, če ti je pomagalo ali ne. Tudi ko boš preizkusil, če še vedno čutiš to nelagodje, ko dvigneš roko, sem posnel video, kjer govorim in pokažem, kako povrniti gibanje, da zmanjšaš bolečino pri dvigovanju roke. Prav? Pustil ga bom tukaj v karticah, ne vem, ali je tukaj ali tukaj, nikoli ne vem, ljudje. In če ti je ta video pomagal, če si se naučil kaj novega, pritisni všeček, like, palec gor tukaj. In tvoj like pomaga tebi, ker YouTube razume, da ti je video pomagal in ti bo prikazal več podobnih videov, ki ti lahko pomagajo. Tvoj like pomaga tudi drugim ljudem, ker YouTube razume, da je ta video pomagal tebi in lahko pomaga tudi drugim, zato ga pokaže več ljudem. In tvoj like pomaga tudi naši kanalu rasti. Poglej, vsi imajo nekaj od tega. In želim, da razumeš, da je ta kanal naš. Zato uporabi te nasvete, te vaje, ta video in vse druge videe na kanalu, da pomagaš tistim, ki jih imaš rad. Tvoja družina, tvoja mama, tvoj oče, tvoj brat, ki živi daleč stran. Zato izkoristi in uporabljaj nasvete, ki jih dajemo tukaj na kanalu, da pomagaš tem ljudem. In ta video, ki ga gledaš tukaj zgoraj, sem prepustil YouTubeu, da izbere video, ki ti lahko najbolj pomaga. Kaj praviš, da ga pogledaš? Tukaj spodaj imam seznam predvajanja o bolečinah v rokah. Več videov, ki ti lahko pomagajo in pomagajo vsem okoli tebe. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.